lepo pozdravljeni. Vlada je danes prejela priporočila za ukrepe za okoljsko učinkovito državno upravo v vseh organih državne uprave, se pravi ministrstvih in vladnih službah. Razlog je to, da je učinkovito okoljsko upravljanje eden od ključnih, en od najcenejših ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti in s tem znižanje emisij toplogrednih plinov. In če vlada želi imeti vodilno vlogo pri podnebnih strategijah v Sloveniji, je pomembno, da tudi znotraj svojih služb dela tisto, kar drugim predpisuje oziroma od njih pričakuje. Pri tem se je vlada nekako oprla na dobre izkušnje nekaterih ministrstv in državnih organov v preteklosti. Tukaj gre za Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za promet, kabinet predsednika vlade, službo vlade za razvoj na evropske zadeve in pa urad za komuniciranje, ki so že ustanovili tako imenovane ekološke skupine in začeli s tovrstnimi ukrepi, tako da se dobri rezultati že kažejo. Med ukrepi je ključnega pomena to, da bomo izvajali usposabljanje ministrstva in državnih uslužbencev za okoljsko upravljanje in da bomo tudi uvedli energetsko knjigovodstvo v vse javne zgradbe oziroma zgradbe, v katerih so državni organi, kar je zahteva prenovljenega energetskega zakona. In s tem namenom bomo tudi izvedli javno naročilo, kjer se pa še dogovarjamo tudi z občinami o tem, da bi mogoče skupno javno naročilo tako za državne organe kot za občine pripravljeno. Jaz bi Elena Pečevič, Vespita si, a nam lahko predstavite kakšno dobro prakso, tako da vidimo, kaj je bilo že narejenega? Ja, zdaj imam vsako od ministrstv, ki se tega lotilo, je ustanovila okoljsko skupino, to je skupina ljudi znotraj tega ministrstva, ki so se nekako glede na samo dejavnost ministrstva lotili proučevanja, kje so največji vplivi na okolje in kako jih zmanjšati. Pri tem gre za recimo racionalizacijo porabe električne energije, ugašanje luči, ugašanje računalnikov, uporabo vode iz pipe. Kar je pa morda tudi zelo pomembno, je vprašanje mobilnosti, vprašanje tega, kako ljudje prihajajo v službo in pa tudi koliko ogljičnega odtisa ali pa drugih emisij se porabi pri službenih potovanjih. To je recimo Ministrstvo za zunanje zadeve že naredilo mobilnostni načrt, s katerim poskušajo znižati te emisije in hkrati s tem pozitivno vplivati na okolje v mestu Ljubljani. Zdaj, tako bi še veliko razlagal, ampak mislim, da... Kaj pa varčevanje s klimo napravami, tukaj nas vedno zebe? Kar se tiče klima naprav, je sprejeto priporočilo, pri čemer moramo vedeti, da vlada nima kodeksa oblačenja, ampak sprejeto priporočilo, da bi poleti termostati v sobah bili nastavljeni največ na najmanj 24 stopinj, se pravi, da ne bi bili manj, kar pomeni, da ne bi hodili v službo približno tako oblečeni kot jaz zdaj, kolega Darjan, po zimi pa ne bi grel več kot na 21 stopinj. Na ta način bi zagotovili za racionalno rabo energije.